Po reprezentančnem premoru se nogomet vrača na zelenice v Sloveniji, tokrat so v prvi tekmi 8. kroga Domžale pričakale Aluminij. Nov trener Simon Rožman je prvič vodil Domžale v domačem športnem parku, tole pa že prva akcija tekme, Vrbanec oddaleč in na pravem mestu Golubović. Še napad za Aluminij, to je bil nevaren protinapad, v katerega je stekel Lovro Bizjak, pred vrati je bil še Halilović in na koncu so goste želeli 11 metrovko, prekrška pa tokrat ni bilo. To je bil izjemno izenačen prvi polčas, v katerih pravih priložnosti ni bilo, ob koncu prvega dela pa vendarle tudi Domžalčani nevarni. Z ogromne razdalje je meril Majer z levico, tokrat nekoliko previsoko, zato da bi premagal gostujočega vratarja Janžekoviča. Še napad Domžal, žoga pred vrata in izvrstna situacija Batorovića, novinca v domžalskem dresu, ki je tokrat debitiral, lani je igral za Zavrč, letos pa je podpisal pogodbo pred dnevi z nogometaši Domžal. Drugi polčas in najprej visoko čez gol Morel, ki je bil izjemno v ugodnem položaju, še napad za goste, po podaji z leve. Tokrat zmeda pred vrati, ampak domžalska obramba je situacijo uspela razčistiti. Še napad rumenih, tokrat je podal Marko Alvir, ki je vstopil v drugem polčasu. Pred vrati je bil Bratanović, ki se je obrnil, streljal, a tokrat visoko čez gol. Še napad tudi za rdeče iz Kidričevega, priložnost za Škofleka, ki je po lepem preigravanju streljal dolgi kot, a njegov strel je končal mimo desne vratnice Golubovića. Prosti strel Balkovca, podobno je zadev proti Mariboru, tokrat pa je bil nekoliko premalo natančen. Ob koncu tekme pritisk Domžal, to je bila podaja pred vrata in najvišje je skočil Marko Alvir, ki je takole premagal vratarja Janžekoviča. Balkovec je podal, Alvir pa zatresel mrežo oziroma od prečke, žoga vendarle prek golove črte. Najprej ni kazalo na gol, potem pa so sodniki vendarle gol priznali. Žoga naj bi s celotnim obsegom prečkala golovo črto in Domžale so povedle z 1-0, tekla je 83. minuta. Do konca tekme še nekaj napadov, najprej v 90. minuti priložnost za Vuka, ki je šel proti vratom, takole je nekaj centimetrov zgrešil, gostujoča vrata in tekme še ni odločil, vendarle pa v sodniškem podaljšku še en gol za domače. Pred vrata je prišel Žan Majer in takole meril dovolj natančno, zatresel malo mrežico in popeljal Domžale do prednosti 2-0. Lepo se je znašel Žan Majer, ki je v letošnjem prvenstvu v zelo dobri formi in odločil zmagovalca v 91. minuti. Aluminij je tokrat gostoval v Domžalah pri domači ekipi, ki je dosegla nove 3 točke, s katerimi je zdaj na drugem mestu prvenstvene lestvice. Ja, iskrene čestitke mojim igralcem. Nekako po začetnem šoku v tem tednu, menjavi trenera in tako naprej smo strnili vrste. Nekako fantje so odlično odreagirali, pokazali svojo energijo. Tekma šla pa po pričakovanjih. Aluminij se je pokazal kot zelo trd nasprotnik, zelo organiziran, tudi zelo dobro voden in nekako smo poskušali z nekakvim visokim tempom lomiti nasprotnika. Potem mislim, da smo začeli po 70 minuti nekako dominirati na igrišču in pač v tem zadnji tretjini, četrtini tekme povedli. Potem je bilo za nas vse laže in mislim, da smo na koncu zasluženo prišli do 3 točk. Ja, jaz bi čestital Domžalam za prikazano igro, mislim, da so zmagali zasluženo. Pa tudi mojim fantom nimam kaj čitati, mislim, da so se borili, da so dali cel maksimum v tem trenutku. Mi smo se pripravili na Domžale, vedeli smo, kako se moramo postaviti pred njim. To nam je uspelo skozi celo tekmo. Pričakovali smo, da bomo iz protinapada nekaj naredili. Imeli smo nekaj 3-4 priložnosti, ki pač nismo zadeli oziroma smo malo zakomplicirali pred golom. Imeli smo nekaj situacij, ki smo bili nevarni, posebej v prvem polčasu, pa še potem v drugem polčasu smo bili situacije, da bi lahko zabili, ko so pač reševali z blokom. Pač tako, dobili smo potem na koncu čuden gol, ko se je naš igralec poškodoval, ležal na tleh, oni so pač te neko dolgo žogo, mogoče smo slabo odreagirali in potem je vse končano. Škoda, mislim, ker smo prikazali, po mojem mišljenju, dobro igro.